Lep dober večer. Tako se bomo 6-krat zapored videli, če bo šlo vse po načrtih. Enkrat imamo v ponedeljkah, upam, da ste bili pozorni. Ni bilo možno dobiti terminov ta pravih vseh, ne. Tako da začenjamo s serijo predavanj, praktično ne. Ta 3 predavanja so namenjena turnim, ne pravzaprav. Turnom, pravzaprav, ja, boljše rečeno. In za en tak uvod, no, recimo, a ne, če rečemo, da stojimo, se prestavimo v Lombardijo, ne, in smo sredi Lombardije danes, tako rekoč. In tam pod gorovjem v daljavi pa leži eno jezero in ena sama pot vodi do tega jezera. Ampak glej ga vraga, na začetku jezera pa stoji ena rdeča trdnjava, ki okrasi rdeč stolp. In je to nekakšen stražar na začetku tega prehoda, stražar, ki pobira mitnino, da popotnik lahko nadaljuje svojo pot. In majhna skupina konjenikov se ustavi pri tem stolpu, je v srebrnem denarju odštela mitnino in si tako zagotovila varen prehod. Rdeč stolp je takrat zagospodaril v Lombardiji, toda ne za dolgo. Kaj več? Pa naš predavatelj Miloš, izvoli. Hvala lepa, to je bil pa tak poetičen uvod, na pol pravljičen. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni, vesel sem, da sem spet tukaj med vami. Kot je že gospod Vernik omenil, naša predavanja v tem pomladnem ciklu bodo namenjena 2 plemiškima rodbinama. Začeli bomo z družino Turn oziroma Turn-Valsassina. To bodo zdaj februarska predavanja, potem v mesecu marcu pa bodo 3 predavanja na temo andeških, torej meranskih vojvod. Moram reči, čisto po pravici priznam, da ko sem predlagal to temo, sem si nekako predstavljal, ne, da bomo Turne tako obdelali, ne bom rekel z levo roko, ne, ampak vendarle na hitro, oziroma da ne bo ne vem kaj, da bomo govorili v glavnem o slavnih Turn-Taxisih, pa potem seveda še omenili Turne tule pri nas. Ampak če sem se kdaj zmotil, sem se v tem primeru. Torej, Turnov je toliko, da bi lahko najbrž 10 let, pa ne pretiravamo od tega o tem govorili. Torej, Habsburžani, Kapetingi, to so amaterji v primerjavi z Turni. Torej, tako ko so se Turni množili, to je neverjetno. To, bom rekel, še kakšne epidemije se najbrž bolj počasi širijo. Začelo se je, kot je rekel gospod Vernik, res v Lombardiji, ampak tam jih že nekaj časa ni. Danes se bomo mi pogovorili pravzaprav o začetkih. Začeli bomo o tem, od kod so Turni, in potem seveda jih pripeljali v naš prostor. Medtem, med to potjo iz Lombardije v najprej Furlanijo, bomo seveda tudi povedali, kako zelo se je ta družina delila. Torej, današnjo predavanje bo temu namenjeno, eno predavanje bomo namenili Turnom, ki tako imenovani notranji avstrijski veji z odrastkom tule na Krajnskem, Radovljica in tako naprej, se to dobro veste. Eno pa seveda predavanje namenimo koroškim Turnom, ki so vladali v kraju, kjer sem se jaz rodil, torej na Ravnah. In ti koroški Turni so pravzaprav tukaj, v Srednji Evropi, edini, ki so še obstali. In tudi to je nekaj drugega. Če se dobro spomnite, ko smo govorili o prejšnjih slovenskih plemiških družinah ali pa družinah na Slovenskem, smo vse že v srednjem veku pokopali, Od celjskih pa do goriških, pa seveda do Španheimov,
tokrat se bomo sprehodili dvakrat v 21. stoletje, medtem ko seveda bomo z radovljiškimi turmi pač končali malo prej, ker so malo prej izumrli, ampak seveda še zmerom lahko rečemo nekje v našem času. Pa da ne bo predolg uvod, bomo kar začeli. Poglejte, uradni naslov turnov je, ali pa priimek je Turn Valsasina. Torej, to je njihov grb. Lahko vidite, kot ste slišali, rdeči stolp. Za njim sta dve helebardi, ki sta malo nenavadne, imata za zaključek liliji in potem imate grofovsko krono. Torej, turni so zelo staro plemstvo. Torej, ko govorimo o zelo starem, je rodovnik tja nazaj, v 12. stoletje. Pravijo seveda, da so še starejši. In od takrat pa do danes so se razširili tako rekoč po vsej Evropi. Govorim o Italiji, govorim o Sloveniji, Avstriji, Bavarski, Češki. Torej, res, bom rekel, niso obstali na miru. Zdaj, tale grb je zelo enostaven. Torej, rdeči grad, rdeči stolp, torej originalno, seveda, ker so Italijani, to je zanimivo, je to tore. Imamo tudi obliko priimka, ki ga Italijani večkrat uporabljajo, to je toreri, torej isto pravzaprav pomeni. Nam je seveda bližja oblika Turn, torej nemška oblika, ki so jo ti gospodje prevzeli nekje po letu 1500, ko so prišli v službo Habsburžanov. Prej se uporablja izraz toreri oziroma delatore, torej turni. In zanimiva ena veja, s to bomo danes pravzaprav zaključili to naše današnje predavanje, je potem v 20. stoletju se nazaj v italijanščino prepisala. Zdaj, drugi del tega priimka njihovega je pa ime doline, Val Sasina. Tule je pogled na to dolino. Jaz moram reči, da ko sem pogledal to sliko, sem se najprej spomnil, da me vse skupaj zelo spominja na našo Koroško, kjer turni še zdaj živijo, torej delno na naš del, slovenski del Koroške, delno avstrijsko Koroško, torej območje Pece, pa seveda Uršlje gore je zelo podobno kot pa to tukaj in sem rekel, morda vidim nekaj, kar ne obstaja, morda je pa usoda jih peljala v kraje, ki so bili podobni njihovim domačim. Zdaj, kje je ta dolina, kje je Val Sasina? To je območje severno od Milana, torej v Alpah, in tukaj naj bi imeli turni oziroma delatore svojo prvo posest. Zdaj, sami pravijo, nimamo pa kakih resnih pisnih virov, da so po izvoru Francozi in da so čez Alpe pribežali v Lombardijo, v severno Italijo in se tu naselili. Torej, turni niso bili kar tako, že zelo zgodaj so pridobili grofovski naziv in tukaj lahko vidite ta osnovni pravzaprav grb, ko govorimo o Turn Valsasina. Torej, imamo še zmerom grad ali pa stolp, bolje rečeno, z dvemi helebardami in pa leva s krono. Lev s krono je grb doline Valsasina. Ampak verjetno ste nekaj opazili. Če gledate tale stolp in če se vrnemo k temu, ta stolp ima 3 cine na vrhu, medtem ko ta ima 4. To so pa spremembe.
Mi bomo že danes videli nekaj različic teh grbov, tudi napisal sem tukaj, da je pač to različica tega grba, ker družina, morate vedeti, da je šla na številne veje in vejice. Vsi so svojemu osnovnemu grbu dodali še grbe posesti, ki so jih imeli, in tako so nekateri grbi strahovito komplicirani. Če gledate danes, recimo, če greste do radovljiške graščine, pa tam grb pogledate, ali pa če greste do graščine na Ravnah, pa pogledate, sta grba komplicirana, da ne govorimo seveda o grbu Turn od Taksisov, ki pa seveda so sestavljeni iz več kot 30 elementov. Torej, tu imamo potem že, bom rekel, pravo poslastico za heraldike. Torej, kdo je začetnik? Torej, prvi Turn, ki ga omenjajo viri, torej prvi grof, moram tako poudariti, je bil verjetno Martin I. Martin I je bil grof Valsasine in ta posesta, ki že davno seveda ni več v družinski lasti, je tista, ki so jo ohranili v priimku. O njem se pravzaprav ne ve veliko. Vemo, da je imel kar pomembno politično vlogo v Milanu in drugje v Lombardiji in se je potem udeležil križarskih vojn in tam tudi umrl. Torej, letnica smrti je gotova in to pomeni, da imamo vsaj en podatek. Ne vemo pa, s kom je bil poročen in natančno tudi ne, koliko otrok je Martin imel. No, potem je eno tako obdobje, ki mu lahko rečemo, da nimamo nobenih virov. Ne vemo, kaj se je z Turni dogajalo, potem pa v začetku 13. stoletja na plano pride tale gospod. Torej, grof Pagano II, očitno je nekoč bil nek Pagano I, ki je seveda v prvi polovici 13. stoletja vodil to svojo grofijo. Pagano je bil zelo pomemben gospod, kar ni bilo v tistem času posebej težko. Namreč, to je obdobje, ko imamo seveda v severni Italiji zelo napete odnose. Namreč, Pagano je bil eden tistih, ki so ustanovili tako imenovano Lombardsko ligo. To je bila zveza mest. Pagano je tu zastopal Milano, torej bil je pomemben milanski politik in namen te zveze je bil zelo jasen. Torej, preprečiti cesarju, takrat je bil to Friderik II. Hohenstaufovec, ki si je želel seveda podrediti severno Italijo, medtem ko so severna italijanska mesta hotela biti svobodna. Torej, tu je prišlo do večjih vojn in Pagano je pogumno in uspešno seveda tu branil pravice Milana. Poglejte, Pagano seveda ni bil samo pogumen in uspešen kot nek predstavnik Milana, pač pa je bil seveda tudi uspešen pri naboru fevdov. Pridobil si je mesto Varčeli, pridobil si je mesto Bergamo, potem mesto Lodi in na koncu mesto Como. Torej, če pogledate na zemljevidu, boste videli, da so to pomembna mesta, Bergamo sploh. In tu je seveda zelo zanimivo to, da čeprav ta posestva kasneje seveda iztrgajo iz rok družine Turn, si naslove zadržijo. Torej, spomnim se, ko sem bil še v srednji šoli, sem enkrat naletel na osmrtnico grofa Turna, sredi 20. stoletja, nekje takratni lastnik
ali pa bivši lastnik Ravenskega gradu umrl, in ko sem začel brati, to je bilo grofovskih naslovov dol, ko bi gledal telefonski imenik, torej ogromno. In recimo marsikdaj boste videli, da pri priimkih Turnov, tudi še v 20. celo 21. stoletju, boste videli Turn, Valsasina, Varčeli, Lodi, Como in tako naprej. Torej neskončno, skoraj neskončno več vrstic teh naslovov. Torej število naslovov je tako, kot bi bili kakšni kralji ali pa cesarji, ne pa grofje. Čeprav seveda biti grof, to ni nepomembno. Če boste šli gledati seveda v nemško literaturo, boste videli, ne glede na to, ali govorijo o Turnih v Devinu, ali v Radovljici, ali gor pri nas na Ravnah, uporabljajo vedno dva izraza, ki seveda sta pri plemičih še kako zelo pomembna. Eno je Hochadel, visoko plemstvo, in seveda drugo, kar je še bolj, kar je redko, je pa Uradel, torej praplemstvo, torej, da so res, res stari. Mi imamo mnoge plemiške družine danes, žive, ki si niti v sanjah ne morejo predstavljati rodovnika nazaj v 12. stoletje, kot smo videli tukaj pri Turnih. Torej, lahko vidimo, da Pagano drugi tja proti sredini 13. stoletja dejansko vlada katerim pomembnim mestom v Lombardiji, in da je eden vodilnih politikov v tem prostoru. No, še bolj pomemben je pa potem njegov naslednik, njegov sin Martin III., ki pa postane gospodar Milana. Zdaj, Italijani tule uporabljajo izraz signore, torej gospod, verjetno vam je znan izraz vezan na italijanski srednji vek, ko govorimo o neki vladavini gospodov, signorija, v Firenzah imate Palazzo della Signoria. Torej, Martin III. Je postal vladar Milana, torej najpomembnejšega mesta v Lombardiji, in seveda lahko vidimo, kako zelo, zelo so se Turni že takrat povzpeli. Dejansko so bili pravzaprav na vrhuncu, enem od vrhuncev svoje moči, svojega vpliva, in v tem pogledu seveda so vzbujali spoštovanje, pa jasno tudi zavist svojih sosedov. Torej, kot smo rekli, vladali so Milanu, takrat stolnica sicer v tej obliki še ni stala, bila pa je tam druga, in Milano je to, kar je še danes, najpomembnejše mesto severne Italije bil takrat. Milano je tudi vodil ta odpor proti cesarju, in ravno v tem obdobju, ko je vladal Martin III., imamo seveda pomemben podatek, da so lombardska mesta s pomočjo seveda papeža tudi uspešno zradirala z zemljevida cesarsko dinastijo Hohenstaufovci. Friderik II. Je umrl, njegovi nasledniki pa seveda niso imeli take moči, da bi obdržali cesarsko krono. In Milano pod vodstvom družine Turn ali pa Della Torre, kot bi Italijani rekli, je tu igralo izredno pomembno vlogo. Filipo I. Je potem nasledil očeta, vidimo, da je kratek čas vladal. Je pa seveda Filipo pomemben zaradi tega, ker je dal dokončati to prelepo Opatijo, to je Chiaravale, jugovzhodno od Milana, torej na robu mestnega središča, zelo lepa, kot sami vidite, cerkev opečnata s tem mogočnim stolpom, in sem je dal pokopati
Turn vse svoje prednike. Še danes imamo tule v kraju v Opatiji Keravale kapelo della Torre, v kateri so grobovi teh zgodnjih Turnov, torej prednikov vseh Turnov, ki so potem vladali na našem ozemlju oziroma vseh Turnov, ki še danes obstajajo. Torej, poglejte, tukajle zdaj seveda pa imamo začetek delitve. Torej, Napoleon I, ali pa Napoleone, če smo čisto po italijansko, je bil zadnji Turn, ki je bil signore Milana, je pa hkrati tudi zaščitnik furlanske veje. Torej, mi imamo furlansko, potem imamo goriško, potem imamo notranje avstrijsko, ki se naprej deli na seveda krajinsko in pa koroško. To so tisti Turni, ki nas zanimajo v resnici, pa tega še mnogo več. Torej, Napoleon je tudi tisti, ki družinski grb nekoliko spremeni, torej zgoraj doda cesarskega orla, vidimo dvoglavega, spodaj imamo pa še vedno ta stolp. Torej, kar se tiče stolpa, morda samo to omenim, da lahko vedno sta dve okni in pa vrata. Te helebarde zdaj postanejo še bolj umetelne, vidite, da gre v bistvu za dve palici z lilijo na vsakem koraku. Zdaj, kaj ta lilija tam počne, torej domnevamo lahko, da seveda se s tem sklicujejo na svoje francosko poreklo Turni. Namreč lilija kot simbol Francije je zelo stara stvar. Mi večkrat narobe govorimo, rečemo burbonske lilije. Liliji niso Burboni izmislili, pač pa so bile že daleč v srednjem veku simbol Francije, preden da so Burboni postali kralji. Torej, Napoleon della Torre, nov grb, ki, bom rekel, potem seveda še dobi dodelave. No, Alemano postane začetnik devinske veje. To je bil Napoleonov brat. Potem imamo Francesca, ki se preseli kasneje v Verono, začetnik veronske veje, iz katere izhaja potem družina Turn und Taxis. Jaz sem si predstavljal, da bomo glavni del teh predavanj tule namenili Turnom Taxisem, pa bomo to kdaj drugič storili, ker so tile, bom rekel, narekovajo samo Turni, zelo, bom rekel, obširni in za nas seveda zelo pomembni. Je pa zanimivo nekaj, da je družina Taxis, ki je seveda ravno tako stara ali pa še bolj stara od Turnov in ki naj bi izhajala iz Milana, verjetno Turne poznala v tem času. Zgodba je izredno zanimiva. Tukaj imate enostavni grb družine Turn und Taxis. Torej, imamo Turn z 4 cinami, brez oken, potem imamo ti helebardi z lilijami, lev, valsasina, potem pa tisto, kar na modrem ščitu vidite, če ste prepoznali jazbeca, potem vidite prav. In to je v latinščini taxis, se reče jazbeca. To je bil simbol te družine. Po italijansko je taso. In ta družina je seveda sila pomembna, kot sem rekel, tukaj jo bomo tu pa tam omenili kot pomembno žlahto. Namreč Turn und Taxisi so seveda med svoje prednike šteli, oziroma še danes štejejo slovitega pesnika Torquata Tassa. In gledajte, iz priimka te družine izhaja tudi izraz taksi. Torej, vemo, kaj pomeni in seveda ni slučajno tako. Zakaj? Kdaj drugič, ko bomo o Turn und Taxisih govorili. Glejte, tukaj imamo pa že grb družine Turn Valsasina Taxis, torej tako se uradno imenujejo, ko so postali, lahko vidite, gor
knežjo krono, ko so postali knezi Svetega rimskega cesarstva. In to so še danes v obeh vejah, bavarski in pa devinski. Ampak zdaj nas to še ne zanima. Torej, leta 1277 pride do seveda za Turne usodnih dogodkov. Turni so bili močni, verjetno premočni za mnoge v Milanu in ti, ki Turnov niso marali, so se zdaj zbrali okrog škofa Otona Viscontija. Tukaj vidite njegov grb, tisti, če ste kdaj imeli ali pa imate Alfa Romeo, potem vam je ta grb zelo dobro znan, torej grb družine Visconti in je še danes del milanskega grba. Torej, Otone Visconti kot milanski škof je organiziral upor in Turne pregnal. Torej, Turni so morali zapustiti Milano, zapustiti Valsasino in te svoje postojanke v okolici, Lodi, Varčeli, Bergamo, Como, vse to je bilo zdaj izgubljeno. In Turnom bi se seveda zelo, zelo slabo pisalo, če ne bi tukaj bila ena srečna okoliščina. Namreč Turni so imeli svojo žlahto, precej naprej proti vzhodu, o tem bomo takoj spregovorili, in to jim je omogočilo preživetje. Zanimivo je, da so Turni kasneje, ko so Habsburžani dobili Milano, se z Habsburžani še prej pa z družino Sforza zmenili in so v cerkvi Santa Maria delle Grazie uspeli urediti svojo kapelo, spominsko kapelo. Takrat seveda Turnov v Milano ni bilo že več kot 200 let, ampak so hoteli pokazati, da so nekoč tule bili. In seveda kapela v tej cerkvi je bila zelo pomembna stvar. Namreč to je cerkev, ki ni kar tako. Marsikdo med vami že zdaj ve, preden da bom povedal zakaj. To je tista cerkev, v kateri imate slovito zadnjo večerjo od Leonarda da Vincija. To je bila dvorna cerkev, družine Sforza, in seveda Turni, ki takrat niso imeli nobenih interesov, da bi Milano zavladali in ki so imeli za sabo močne Habsburžane, so seveda lahko si privoščili, da so zaprosili za kapelo v tej cerkvi in so si jo tudi uredili. In tukaj imamo Madono, tako zgodnje renesančno delo z nekaterimi člani družine Turn. To je nastalo še malo prej, preden da je Leonardo v ta istem samostanu slikal. Torej, zanimiva zgodba. Torej, kdo je rešil Turne pred propadom? Glejte, oglejski patriarhi. S tem seveda mi prihajamo na neko polje, ki nam je blizu. Mi smo o oglejskih patriarhih govorili, ko smo se pogovarjali o goriških grofih. Kako so goriški grofi pač kot odvetniki uspeli ta patriarhat oskubiti marsikakega posestva. In v tej zgodbi seveda Turni ne igrajo majhne vloge. Torej, zakaj ne? Glejte, Oglejs je seveda bil zelo pomembno cerkveno politično središče. Tamkajšnji patriarh je imel naziv furlanskega vojvode in seveda, da je bilo za Turne, bom rekel prav, so imeli tukaj kar 4 patriarhe. In zdaj pogledajte to koincidenco. Prvi med temi patriarhi je bil patriarh Rajmond. Prvič srečamo to ime, ki je potem ali v tej obliki slovenski, ali nemški, ali italijanski, to je Raimondo, preživelo vse do danes. Torej, v tej devinski veji je bilo vsega skupaj, mislim, da 12 Raimondov, torej zelo pomembno ime, zelo pogosto
ime. Glejte, Rajmond je postal patriarh v Ogleju ravno takrat, ko se je seveda začel propad Turnov. 4 leta potem, ko Rajmond postane patriarh, Turne naženejo iz Milana. In kaj zdaj? Rajmond reče, pridite k meni. Sej, konec oglejski patriarh ni bil ravno revež, in si je lahko to privoščil. Vemo, da nekateri ostanejo potem v Veroni, večina pa pride zdaj v Furlanijo, kjer seveda stopijo v službo patriarha in pa, to je zelo pomembno, tudi v službo goriških grofov. Poglejte, tukaj lahko vidite kovanec patriarha Rajmonda, torej moram se zahvaliti, čeprav ga ni tule gospodu Verniku, da je posredoval te fotografije iz svoje zbirke. Torej grad vidimo, 2 okni, vrata in pa seveda potem 4 cine. In kaj je zelo zanimivo, tukaj 2 helebardi, torej zakaj je to zanimivo? Zaradi tega, ker imamo na obeh straneh družinske simbole. Nimamo kakega Kristusa, kakega križa, niti še nimamo portreta patriarha, pač pa družinski grb v 2 delih pravzaprav, na vsaki strani kovanca. Tukaj pa seveda imamo malo drugačen kovanec Rajmondov. Na levi strani vidite ključe, simbol seveda svetega Petra, spodaj vidimo stolpa, tukrat imate pa 3 cine, namreč ni bilo prostora še za 4. in pa potem Rajmonda tam z škofovsko mitro v lepi obleki. Torej, očitno ta patriarh zelo ponosen na svoj rod. Tukaj lahko vidite njegov sarkofag v stolnici, v Ogleju. Ampak Rajmond ni bil edini iz te družine. Še 3 so bili patriarhi iz družine Turn oziroma Della Torre. Patriarh Casono, zelo nenavadno ime, sicer samo 1 leto oziroma leto pa nekaj mesecev, je pa ta patriarh imel zelo velik smisel za umetnost in je dal naročiti nagrobni spomenik, torej svoj sarkofag v Firencah pri slovitem kiparju Tino da Camiano. To je čas seveda Giota, torej čas visoke gotike, in ta sarkofag, kot vidite, je izjemno delo z motivi iz Kristusovega življenja. Torej vidimo na sredi vstajenje, potem vidimo nejevernega Tomaža in pa na desni strani vidimo, kako Kristus ključe predaja svetemu Petru, gor je pa patriarhova podoba. No, zanimivo je, da je patriarh prej umrl, preden da je ta sarkofag bil dokončan in nikoli ni prišel v Oglej. Danes ga lahko vidite v sloviti florentinski cerkvi svetega Santa Croce, tam, kjer so veliki florentinci pokopani, recimo Michelangelo, pa Galileo in tako naprej, Machiavelli. Torej gre za enega od vrhunskih izdelkov gotskega kiparstva v Italiji. Patriarh se je moral s tem bolj skromnim nagrobnikom zadovoljiti, ki je še danes v Oglejski baziliki. Potem imamo patriarha Pagana, spet srečamo to ime, ki se sicer seveda potem počasi izgubi. Vidimo, da že v celoti seveda pač živi v obdobju 14. stoletja in potem še zadnji patriarh iz družine Della Torre, torej tukaj je Paganov nagrobnik, to je bil patriarh Ludovico. Imamo, lahko vidite, krasno sliko iz 18. stoletja, torej to ni original, torej nihče ne ve, kako je Ludovico izgledal, ampak vemo pa, da je bil ne samo patriarh, pač pa, da je bil tudi kardinal po tej
obleki. Torej vidimo, kako so Turni preko seveda patriarhata prišli do zelo visokih položajev tudi v cerkvi. In niti ni bil edini kardinal iz te družine. Zdaj, zakaj vam seveda kažem, pa govorim o teh ljudeh, o teh patriarhih. Vemo, da niso imeli potomcev, niso imeli sinov, ampak so seveda kot pomembni fevdni gospodje uspešno podpirali svojo žlahto. In to je tisto, kar je seveda omogočilo družini Turn, da se je na našem področju tudi, bomo rekli, ukopala oziroma pognala korenine in da seveda je še danes tukaj. Torej, mi bomo danes govorili o goriško-devinski veji. Tisti veji, ki je vladala na nekaj časa na Goriškem, predvsem pa, ki je dolga stoletja vladala iz Devinskega gradu, ki je še danes v posesti njihovih potomcev. Torej, zelo malo podatkov imamo o teh. Torej, Febo je bil tisti, ki je, bomo rekel, pribežal v Furlanijo, ko so vrgli Turne iz Milana. Njegovi nasledniki, vidimo, njegov naslednik ima že ime Furlano, kar seveda pomeni, da se je očitno zelo poistovetil z deželo, v kateri je bil. Potem imamo še Feba, pa seveda Tomaža, pa spet Feba. Tukaj je prelet, če hočete, čez nekje 150 let 14. in 15. stoletja. Poglejte, tukaj imamo cerkev v kraju Flambro. Gre za seveda samo neko simbolično podobo. Namreč Flambro je bil prvi fevd, ki so ga Turni dobili na recimo slovenskem območju. Flambro leži v Furlaniji, goriški grofje vemo, da so bili v tem času zelo močni, da so pravzaprav vse vojskovali z patriarhi akvilejskimi, oglejskimi in so jim vzeli marsikako ozemlje. Če se boste spomnili, se smo govorili lani o tem, so prodrli vse tja do Padove. Zdaj boste pa rekli, kako to, da so seveda Turni sodelovali z goriškimi grofi, ki so vendarle bili sovražniki patriarhov. Jaz sem pa malo prej govoril o tem, da so bili 4 izmed Turnov patriarhi. Poglejte, družina Turn je bila v tem pogledu strahotno pametna. Kadar je bil na patriarhovem prestolu njihov član, so podpirali patriarha. Kadar pa ni bil, so bili pa seveda zelo za goriškega grofa. In ker so seveda bili časi nemirni, ko se je kolo sreče obračalo in obračalo, ne patriarhat in na drugi strani niti seveda goriški grofje niso mogli biti posebej jezni na to, da so se Turni obračali po vetru. Ali je pihalo z goriške smeri, ali je pihalo na drugi strani iz oglejske smeri. Torej, če nadaljujem v tem stilu, Turni so vedno imeli polna jadra. In čeprav so lokalni fevdalci bili zelo besni nad temi prišleki, pravzaprav ni bilo več poti nazaj. Torej, potem, ko so Fembro dobili, so sledili še razni drugi fevdi in Turni enostavno seveda ostanejo tukaj. Zdaj, zanimivo je, da Turni nikoli ne opustijo svojega grofovskega naziva, ki je bil pa seveda v tem primeru
bolj kot ne prazen. Kaj je pomagalo Turnom, če so bili grofi v Alsasi, če seveda tega posestva niso več imeli. To je ravno tako, kot če bi nekdo vas imenoval za grofa Taljevega kraterja na Luni, ne bolj kot tega imeli. In Turni so seveda morali na nek način nova posestva dobiti in seveda čakati, da bodo lahko ta posestva seveda jim prinesla dovolj dohodkov, da bodo živeli, kot se temu reče, stanu primerno. In v tem pogledu so imeli veliko srečo. Poglejte, tukaj imamo zgodbo, ki je iz sredine 14. stoletja. Takrat na čelu Oglejskega patriarhata ni bil eden od Turnov, pač pa je bil patriarh Bernhard, ki je bil v hudem sporu z goriškimi grofi. In Turni so zdaj rekli, mi smo za goriškega grofa. In so organizirali neke vrste zaroto, da je prej upor, ki trajal več let, in potem zaroto, v kateri so patriarha Bernharda v Čedadu umorili. Vse o tem smo govorili tudi, ko smo govorili o goriških grofih. To je bil dogodek, ki je seveda sprožil vrsto drugih dogodkov, ki pa so v končni fazi Turnom samo koristili. Torej, goriški grofje postopoma začnejo izgubljati moč, vendarle pa so bili Turni tisti, ki tega niso čutili. Turni so se tudi znali poročati. Mi pravzaprav iz virov, ki so ohranjeni, ne vemo, kdo so te žene bile, ampak po pravilu, to pa vemo, so gospe prinašale fajn doto, torej zemljo v tistem času. In tako so Turni si zgradili eno zelo solidno bazo, torej bomo rekli finančno bazo, ki jim je seveda prinašala dovolj dohodka, ne glede na to seveda, da na tem področju, kjer so zdaj živeli, niso imeli nekih nazivov, ki bi bili vezani na to. Torej, še vedno imamo goriške grofe, še vedno imamo na drugi strani Oglejskega patriarha in pa potem dve velesili na zahodu, seveda Beneško republiko, na vzhodu pa se počasi dvigujejo Habsburžani. In pravzaprav Turni so bili tisti, ki so tu igrali navidezno nepomembno vlogo, v bistvu so pa lepo čakali, kdaj bo jim od prepira teh velikih treh kaj padlo v naročje. In v tem pogledu so imeli srečo. Torej, gledajte, Febo III. Se je poročil z Katarino Savkansko. Vemo, da je bila Katarina zadnja potomka savkanske plemiške hiše, torej niso imeli nekih naslovov, vemo pa, da so bili plemiči in je prinesla Savkan. Torej, zato tudi govorimo o goriško-devinski hiši Turnov in s tem so se Turni iz Furlanije približali seveda Posočju, oziroma prišli v Posočje in kmalu zatem tudi dobili posestva na Krasu. Poglejte, Febo IV. Je v sredini 15. stoletja postal deželni glavar Goriške, Devina, Štivana, Krasa, Istre in Pordenona. Torej, po domače povedano, je bil upravitelj vsega ozemlja Goriške grofije. Goriški grofje so bili v tem času sicer, če se boste spomnili, že pokneženi, cesar Friderik III. Jim je naklonil pač knežji naziv, ampak vemo, da je to bila pravzaprav neka taka popotnica na poti k propadu grofije. Vemo, da so Habsburžani seveda tukaj imeli že svoje načrte, da bodo si to priključili. No,
to Turnov ni prav nič motilo. S tem, ko so postali glavarji tega območja, torej upravniki, v imenu goriškega grofa, so lepo služili in seveda tukaj se tudi prvič pravzaprav med njihovimi vplivnimi območji, ne moramo reči posestmi, ker to še ni bilo njihovo, omenja Devin. Torej smo pa sredi 15. stoletja. Febo pridobi tudi ta zelo lep dvorec, takrat sicer ni izgledal tako, torej vi pa že gotovo ga poznate, če že niste tam bili, pa vsaj seveda, bom rekel, po slikah, torej danes je to seveda zelo tak nobel, luksuzni objekt. Bolj pomembno je bilo, da imamo tu seveda zdaj posest. Posest, ki kot vidite leži na robu Brd oziroma Koli, kot pravijo Italijani. Veste, verjetno je čisto blizu tudi meja z Italijo, takrat seveda je bilo to vse še v goriški grofiji, ampak dejstvo je seveda, da so, lahko vidite, Turni pridno nabirali posesa, malo tu, malo tam. Zdaj ta razdrobljenost seveda je bila tipična srednjeveška, to, da so imeli plemič eno njivo, tam drugo pa čisto na drugi strani, seveda ni bilo nič nenavadnega. Ta razdrobljenost se še marsikje še danes pozna na kmetih, ko, bom rekel, so posestva razdeljena na kraje, ki so tudi po več kilometrov oddaljeni. Torej, Turni raste, torej ni bilo nobenega vprašanja, kdo ali kaj bo tukaj prevzel pobudo, ko bodo goriški izumrli. In kot veste, leta 1500 umre grof Lenart, zadnji goriški grof, in Habsburžani so tisti, ki so goriško grofijo podedovali. Na čelu Habsburžanov je tedaj cesar Maksimilijan I., ki seveda takoj pogleda, koga med lokalnim plemstvom bi seveda lahko pridobil na svojo stran kot nekega zvestega upravitelja. In Turni so bili tako rekoč idealna izbira. Glejte, ravno to dogajanje, ki se zdaj pravzaprav zvrsti, je ključno za naše kraje. Namreč tukaj zdaj počasi pride do razcepa Turnov, eni ostanejo na Krasu in na Goriškem, drugi gredo na Koroško in tretji, kot veste, na Krajinsko. Vse tri veje pa seveda postanejo in ostanejo do konca zelo zveste Habsburžanom. Karkoli se je zgodilo, tukajle imamo seveda neko zvestobo, ki se je še kako obrestovala. Imamo tudi vmes kakega, ki ni bil zvest Habsburžanom, bomo omenili, ampak načeloma so seveda zvesti Habsburžanom. Glejte, pri Turnih imamo pravzaprav dva poklica, ki so jih upravljali. Na eni strani so bili vojaki, na drugi strani so bili pa diplomati. In poglejte, kaj se je seveda zdaj zgodilo. Cesar Maksimilijan je Janeza II. Poslal kot veleposlanika na dva izredno pomembna dvora. Na dvor sultana Bajazita II. V Konstantinopel. Bajazit je vladal tam leta 1500, bil je sin slovitega Mehmeda II. Osvajalca. Torej, očitno en cesar pošlje diplomata na dvor drugega cesarja. Vidimo, kako zelo pomemben je bil seveda v tem pogledu Turn. Morda lahko tukaj malo razmišljamo o tem, da so očitno plemiči iz tega območja Goriške, Krasa, Vipavske doline bili res zvesti cesarju.
imamo podoben primer potem Herbersteinov iz seveda Vipave, ki so, Žiga Herberstein je šel v Rusijo. Ampak pustimo zdaj to. Še veliko bolj pomembna je pa druga služba bila, ki jo je Janez II. Dobil. Namreč odšel je v Neapelj, na dvor neapeljskega kralja Ferdinanda Aragonskega. Ta Ferdinand pa seveda ni bil kdor si ga bodi. Ferdinand je bil hkrati kralj Aragonije in po smrti svoje slovite žene, Izabele, katoliške, je tudi vladal Kastiliji. In če se spomnite, ko smo jeseni govorili o Tudorjih, on je bil tudi oče slovite Katarine Aragonske, torej angleške kraljice in hkrati seveda oče kraljice Ivane Blazne, Ivane Loke, ki je bila poročena s kom? Maksimilijanovim sinom Filipom. Torej, tukaj je šlo seveda za odnose med dvema vladarjeva, ki sta bila v najbližjem sorodstvu. Torej, da so seveda Turnom zaupali tako poslanstvo, samo seveda pove, kako zelo so jih Habsburžani cenili. In jasno je, da je v tem času prišlo tudi do priznanja vseh teh naslovov, ki so jih imeli, delno že pod Maksimilijanom, delno pod njegovim naslednikom, Karlom, kar seveda ni bilo težko. Namreč območje Lombardije, odkoder so Turni prihajali, so seveda Habsburžani dobili, ko so izumrli Sforce, torej v prvih letih 16. stoletja. To ne pomeni, da so Turni dobili te posesti nazaj, pač pa je cesar jim te naslove priznal. Tako da zdaj je njihov grofovski položaj potrnen z najvišjega vrha, in če tudi seveda so njihova posestva čisto drugje, je seveda to pomenilo, da so Turni del najvišjega plemstva v Svetem rimskem cesarstvu. Glejte, morda se zdi, da je to komu nenavadno, imamo Turne, grofe, Valsasine, ki je recimo 500 km od najbližjih Turnovih posesti proč, ampak nič nenavadnega. Teh stvari imamo ogromno med evropskim plemstvom in Turni v tem pogledu niso kakšna velika posebnost. Kot vidite, imamo potem v obdobju 16. in začetka 17. stoletja 4 Turne, ki bomo videli, zelo uspešno nadaljujejo to mešanico diplomatskih in pa vojaških služb pri Habsburžanih. Poglejte, Nikolaj Turn je leta 1512 zasedel Gradišče oziroma Gradiška di Isonzo, kot Italijani temu pravijo. Spomnimo se, 12 let prej so propadli grofje Goriški in to ozemlje njihovo je bilo zdaj naenkrat seveda zanimivo za Habsburžane, ki so bili pravni dediči, pa Benečane, ki so si zelo želeli to območje. Benečani so pohiteli, zasedli Gradišče in seveda Maksimilijan je poslal tja vojsko. Na čelu te vojske je bil Nikolaj Turn, ki je leta 1512 zasedel to mesto, ga utrdil in tukaj lahko vidite njegov nagrobnik v stolni cerkvi v Gradišču. Nikolaj je tudi pridobil Vipavo, tukaj lahko vidite palačo Lantieri. Zakaj vam jo kažem? Začetki te zgradbe namreč segajo v čas 16. stoletja, so pa Turni potem Vipavo prepustili Lantierjem v 17. stoletju, ki so potem naprej pozidali to palačo, danes univerza not ali nekaj takega. V glavnem, v vsakem primeru vidimo, da si Turni pustijo tako z častmi, kot seveda tudi v
rekli, suhem denarju, v posestih plačati te svoje službe. Franc III, tukaj imamo, bom rekel, eno od njegovih gravur, njegov portret, pravzaprav eden prvih takih res realističnih portretov katerega od Turnov, je bil izredno pomemben gospod, predvsem seveda v času vlade kralja in cesarja Karla, bil je goreč pripadnik katoliške cerkve in je seveda v tem prostoru Goriške krasa z veliko čuječnostjo opazil, da se ne bi kakšna protestantska zgodba tam začela. In seveda iz tega zornega kota je imel veliko podpore tako na cesarskem dvoru, kot seveda tudi pri papežu. Poglejte, ni čudno, da je seveda Franc III potem bil strani cesarja, to je bil pa cesar Ferdinand I, poslan v Vatikan, k papežu Piju V. In to seveda z zelo pomembno nalogo. Namreč Ferdinand I je postal cesar, ko je umrl, ko je odstopil njegov brat, Karl V. Nič narobe s tem, ampak Ferdinand je bil sorazmerno mlačen do protestantizma. Ni ga ne vem kako hudo preganjal. Pij V, ki je bil pa velik, bomo rekli, zaprisežen pravzaprav sovražnik protestantizma, je pa zaradi tega seveda storil tisto, kar je lahko, torej ni se mu mudilo priznati Ferdinanda za cesarja. To je bilo pa seveda nekaj, kar si Habsburžani niso mogli dovoliti. In tako je Ferdinand zelo modro ravnal in je Franca III. Poslal k papežu. Papež je dobro poznal tega grofa Turna zaradi njegovih velikih naporov v boju proti protestantizmu in ko mu je seveda Franc primerno opisal, kako dober katolik je pravzaprav cesar Ferdinand, je Pij dal svoj žegen. Torej, to je seveda za Turne bil velik plus. Vi moramo vedeti, da Turni delujejo tako zelo familiarno. Res, da se niso med seboj kaj prida poročali, zato so tudi tako dolgo preživeli. So pa seveda te časti, ki so padale na njih, bile tako enakomerno razporedjene. Če že Franc ni dobil kaj zelo prejemljivega, je seveda to dobil kdo drug iz familije. In to je vsekakor pomembno. Turni se dvigujejo povsod precej enakomerno. Torej, tako na Primorskem, kot seveda Radovljici na Koroškem in v tem času že lahko seveda govorimo tudi o Turnih na Bavarskem. Sicer pa moramo vedeti, da so se Turni v tem času razširili po vsej Italiji. Mi imamo grofe Turne v vseh večjih italijanskih mestih dol do Sicilije. Zato pravim, da je tako rekoč nemogoče o tej družini v celoti govoriti. Torej, ta navada, da so seveda Turni služili kot veleposlaniki pri papežu, to je bila seveda funkcija, ki je sicer pripadala mnogo višjim plemičem, torej ponavadi knezom, vojvodem, je se nadaljevala. Rajmund VI je bil veleposlanik pri papežu Klemenu VIII. Zdaj, kako se je seveda to poznalo v življenju družine? Poglejte, biti veleposlanik na papeškem dvoru je seveda bilo zelo častno, pomembno delo. Namreč, če gledamo hierarhijo tedanjih evropskih vladarjev, je bil papež na vrhu prvi
prvi in edini. Po njem je bil cesar, potem kralji itd. itd. In en grof Turn seveda v tem smislu lahko rečemo, ni bil ravno tisto, kar bi človek pričakoval kot veleposlanika pri Svetem sedežu, ampak Habsburžani so zelo dobro vedeli, da so Turni dobro zapisani pri cerkvi zaradi svojega gorečega, zaradi goreče podpore katoliške cerkve. In še nekaj ne smemo pozabiti, Turni so vendarle bili po rodu Italijani in jasno govorili italijansko, poleg seveda latinščine, ki je bila uradni dvorni jezik na papeškem dvoru, in v tem pogledu so bili seveda Turni pač zelo zaželjeni kot cesarski poslaniki v Rimu. Zdaj boste pa rekli, ok, a so znali to tudi izkoristiti. Glejte, Rajmund je vsekakor to znal. Namreč Rajmund je v vizir vzel Devinski grad, ki pa je pripadal zelo bogati družini Hofer, z dvema fejama se piše, nimajo veze z trgovinami. Torej, zadnji gospod Hofer je seveda imel hčerko. Turna kot snubca je zavrnil. Namreč Hoferji so bili bajno bogati, Turni niti ne. Ampak Rajmund ni bil neumen. Pisal je papežu, ki je seveda se spomnil tega pobožnega veleposlanika in ročno pisal seveda gospodu Hoferju, da bi se spodobilo in da bi bilo Bogu všeč, če bi se Rajmund Turn lahko poročil z njegovo hčerko. Absolutno, seveda, poroka je sledila, brez dvoma, s takim priporočilom pač seveda noben evropski plemič, katoliški plemič si ne bi upal reči ne. In tako so seveda Turni prišli do tega gradu, to je bilo pred približno 400 leti in od takrat pa do danes je ostal v posesti družine, danes malo bolj razširjene. Zanimivo pa je, da je Rajmund šel celo tako daleč, da je v čast te poroke prevzel ženin priimek. To je bilo redko kdaj in od zdaj naprej je bil Rajmund VI. Turn Valsasina Hofer. In ta veja, torej zdaj bomo govorili o devinskih Turnih, je do svojega izumrtja v 19. stoletju še ta priimek Hofer zravno vlekla. Torej v spomin na to poroko. Torej, s tem so se Turni res ukopali, nihče jih ni mogel prignati z te skale, kot sem rekel, do danes. In seveda so postali v tem delu na meji med habsburškimi posestmi in beneškimi eni glavnih dejavnikov. Močno so vplivali na politiko v teh krajih. Glejte, Rajmund je v Devinu dal zgraditi tole cerkvico, posvečeno Svetemu Duhu. Zakaj seveda je ta cerkev tako pomembna? Torej, to je izraz seveda njegove velike podpore katoliški cerkvi. Je pa ta cerkvica dobila tudi svojega duhovnika, ki je pa sploh zanimiv človek. Torej, ta duhovnik je napisal drugo po vrsti katoliško knjigo v slovenskem jeziku. In to je bil slovar, italijansko-slovenski slovar, s katerim se je naslednji gospod, to je bil Rajmund VII, naučil govoriti slovensko. Obstaja realna varianta, da je seveda slovensko govoril tudi Rajmund VI. Ker pa je bil mnenja, da je njegova slovenščina preveč slaba, je najel tega duhovnika,
jezikoslovca, da je s pomočjo seveda lokalnega prebivalstva sestavil slovar z enim samim namenom, da bi njegov sin in naslednik lepše in boljše slovensko govoril. Torej, to je seveda zgodba, ki je še kako zelo pomembna, še posebej, če gledamo tudi z današnjega vidika, ravno so imeli Italijani ta praznik o fojbah in tako naprej, vemo, kaj je bilo za slovenščino v tem prostoru in tukaj, v prvi polovici 17. stoletja imamo pravzaprav zdaj že kar glavne fevdalce, ki se trudijo govoriti pravilno slovensko. Rajmond ni imel otrok, kasneje je postal škof v Tridentu in je tudi tam umrl. Je pa ta zgodba seveda izredno pomembna. Poglejte, Rajmondu na oblasti sredijo potem njegov brat in tako naprej, Janez Filip, potem imamo Franca Ulricha in pa Alojza Antona, torej imamo drugo polovico 17. in 18. stoletje. Poglejte, Janez Filip se je odlikoval kot vojak. Šel je v Španijo na dvor Filipa IV., tudi Habsburžana, in seveda se bojeval v španski vojski in to zelo uspešno, precej zaslužil in ta denar poslal domov. Janez Filip je svoje izkušnje v 30-letni vojni izkoristil tudi pri obrambi Šelentabra, to je kraj pri Pivki, tam je divjal en kmečki upor in seveda gre za zelo pomembno stvar z vidika seveda Habsburžanov. Namreč Habsburžani so bili takrat do vratu v vojni, vojni ki je celo Evropo imela pod sabo in seveda taki upori jim nikakor niso odgovarjali in seveda zmaga Janeza Filipa Turna pri Šelentabru je bila izrazito pomembna, ker je grozilo, da bo ta upor prerastel v nekaj širšega. Moramo vedeti, da so Turni, tudi drugi Turni, bomo to videli, bili zelo na strani Habsburžanov, kadar so se kmečki upori zgodili, recimo ta veliki slovensko-hrvaški kmečki upor, Matuje Gubec, in to bomo videli, tudi eden od Turnov uspel premagati. Tukaj imamo pa zdaj naslednjo zgodbo. Na sliki lahko vidite kneza Janeza Antona Eggenberga, ki je bil upravitelj Gradišča, Gorice in je to predal v upravo Francu Ulrichu. Namreč Eggenbergi so živeli pri Gracu, še bolj pa na svojem ogromnem gradu v češkem Krumlovu, če ste kaj tam okrog hodili, in seveda ta Gradiška je bila hudo daleč in zaradi tega so jo enostavno seveda dali v upravo Turnom, ki so seveda imeli okrog svoje posesti in vemo, da so Turni, še posebej Franc Ulrich, zelo dobro tule gospodarili, popravili so obzidje. Mi moramo vedeti, da Gradišče je bilo na meji med samo Beneško republiko in na drugi strani seveda Habsburškimi deželami in ne glede na to, da Beneška republika ni bila več tako pomembna kot nekoč, so seveda tukaj lahko računali še na kako vojno. Torej, uprava tega območja, ki sicer ni bilo Turnovo, jim je prinesla dodaten zaslužek in sloves. In tako je seveda prišlo do tega, da so Turni dobili tudi veleposlaniško mesto v Benetkah in pa kasneje v Varšavi. Torej, ta Ulrik je bil izredno uspešen. Vidimo, na dveh koncih Evrope je deloval, imate pogled na Varšavo, prej ste videli Benetke, Kanaletova slika, njegov bratranc Beloto, pa je slikal ta pogled na Varšavo, na Kraljevo palačo in pa stolnico. Torej,
težko bi našli družino z našega prostora plemiško, ki je bila tako zelo zasidrana v habsburški diplomaciji, kot so bili to ravno Turni. No, naslednji grof, Anton Alojz, je leta 1713 premagal tolminske puntarje. Torej, vemo, da so tolminski puntarji potem, ko se je sprožil upor, prodrli dol do Gorice, mimo Gorice, na Kras in vse do Devina. Vemo, da je seveda vojska teh puntarjev, ki je štela približno 7000 ljudi, ne vem, kam so šli tule na tem prostoru, če ste kdaj v Devinu bili, veste, da ni veliko prostora, ampak tako pravijo viri, oblegala grad več mesecev, potem je pa seveda grof ukazal, da začnejo uporabljati tudi topove, artilerijo, in ti kmetje so se razšli in spet so bili Habsburžani zelo hvaležni, ker so Turni ta kmečki upor zadušili. Poglejte, v obdobju proti koncu 18. in v 19. stoletju je družina Turn pravzaprav postala tista, ki so jih Habsburžani zaupali vlado na območju Goriške in pa Gradišča. Torej, Eggenbergi so izumrli in lahko bi rekli, da so Turni postali deželni glavarji, skoraj dedni deželni glavarji tega goriškega območja. Ne smemo pozabiti, Goriška grofija je bila samostojna enota. Tako kot Krajinska, kot Koroška, kot Štajerska je bila Goriška nekaj svojega. In tile gospodje so se pač, dokler je obstajala, izkazali kot dobri deželni glavarji. Poglejte, tukaj lahko vidite pogled na Gorico, torej sem so se zdaj Turni kar preselili. Zanimivo, da je eden od njih, torej Jožef I, dal zgraditi tole cerkev v Sesljanu, posvečena svetemu Jožefu. To je od nje ostalo po prvi svetovni vojni, namreč fronta je bila tako rekoč zraven, 1 kilometer proč. Sicer pa lahko govorimo o tem, da so Turni v tem času zelo veliko dali za razvoj tega območja. Ogromno so vlagali v ceste, mostove, seveda tudi razvoj trgovine in pravzaprav si ustvarili eno zelo tako veliko bazo, premoženjsko bazo, in se povzpeli med najbolj premožne plemiče na tem območju. Torej, Rajmund IX je bil zadnji deželni glavar Goriške. Zakaj zadnji? Namreč to je čas napoleonskih vojn, in ko je seveda prišlo do mirovnega sporazuma po padcu Beneške republike, so seveda Habsburžani zelo razširili svojo posest in samostojne goriške grofije ni bilo več. Zato je seveda bil Rajmund tudi zadnji, ki je bil deželni glavar na tem območju. Njegov naslednik, Jožef II, se je pa sploh zelo dobro obnesel. V času napoleonskih vojn je šel služiti v Neapelj. Tukaj je pomagal kralju Ferdinandu, njegovi ženi Mariji Kristini. Marija Kristina je bila Habsburžanka in seveda, ker so bili Turni že stoletja veliki zavezniki Habsburžanov, je bil zelo toplo sprejet. Vemo, da je stal v dvoru ob strani, ko so jih izgnali iz Neaplja, pa potem, ko so se vrnili, in je ostal tako rekoč do svoje upokojitve v Neaplju. Tu je postal adjutant samega kralja in zelo obogatel. Zelo lepa gesta kralja Ferdinanda je bila ta, da mu je podaril tole vilo, torej vila Rosebery. Zakaj vam jo kažem, zakaj je ta vila tako pomembna? To je danes ena od 3 uradnih rezidenc predsednika Italije. Ko gre na morje, gre v to vilo, ki je bila svoj čas v lasti Jožefa II. Turna. Torej, Jožef II. Je leta 1831, ko se je vrnil iz Neaplja, vidimo že primerno siv,
gospod sabo prinesel ogromno denarja. V Neaplju je veliko zaslužil in kaj je naredil? Ustanovil je deželno hranilnico. Danes se te institucije reče Casa di Risparmio di Gorizia in odločil se je v svoji oporoki, da je potem to hranilnico, ki še danes obstaja, prepustil goriški škofiji, torej ne svojim sorodnikom v Devinu, pač pa škofiji, ker je bil mnenja, da pač bo cerkev vendarle dobro gledala na ta denar in se ni zmotil. Kot sem rekel, ta hranilnica je še danes v tem, da obstaja. Poglejte, na drugi strani njegov brat Rajmund X se udeleži bitke pri Leipzigu, kjer so zavezniki močno premagali Napoleona. Torej ta doba, recimo grofov, turnov kot diplomatov se počasi izteka, postajajo vedno bolj pomembni poveljniki in vemo, da Rajmund X prileže celo do čina generala. Zadnji iz družine Turn-Valsassen-Hofer je bil Janez III. Kot vidite, je umrl leta 1849 in za sabo pustil kot dedinjo hčerko Terezijo, ki je živela potem skoraj do konca 19. stoletja. Glejte, Terezija je dobila zelo pomembnega moža. To je bil knez Karl Egon von Hohenlohe, zelo pomembna bavarska plemiška družina v sorodu z Habsburžani, z angleško kraljevo hišo in tako naprej. In seveda Terezija je postala zdaj kneginja. Torej, zanimivo, med grofom in knezom je kar velika razlika, ampak očitno so bili seveda Turni tako pomembni v očeh evropskega plemstva, da enemu knezu ni bilo izpod časti, da se poroči z grofico Turna. S tem seveda se rang te Terezije močno poviša. Terezija je s tem pridobila ne samo sloves, pač pa dodatni denar, ki ga je namenila za seveda obnovo gradu, ki je takrat dobil razne moderne, bomo rekli, dodatke od seveda ogrevanja, več tekoče vode in tako naprej, kopalnice in podobno, kanalizacijo. Torej, srednjeveški je ta grad bil zdaj samo še od zunaj. Imate grb družine Hohenlohe, vidite knežjo krono, pa potem seveda še marsikaj pomembnega gor. Hočem reči, da je veliko bolj kompliciran, kot pa je bil grb družine Turn, kar je pa seveda samo po sebi pomembno, ker so bili le knezi. Poglejte, Terezijina hči, Marija, se je leta 1879 poročila z knezom Aleksandrom von Turn und Taxisom. Torej, tu je šlo seveda za daljno žlahto. Turn und Taxisi nastanejo iz veronske veje Turnov in seveda se doslej niso med seboj poročali. Zdaj, ob koncu 19. stoletja pa pride do poroke. Tukaj lahko vidite grb družine Turn und Taxis, na sredini imamo tale Turn, Valsassena in pa tale Taxis, potem pa seveda še številne posesti tule okrog. Turn Taxisi so bili in so še najbogatejša nemška plemiška družina. Tale Aleksander je bil iz češke veje plemiške družine Turn und Taxis, premožen gospod, ki pa je imel poleg tega še velik smisel za umetnost. In Marija je bila ravno ta prava za njega, ker je bila seveda enaka, torej po prepričanju. In oba dva sta bila velika mecena. Torej, vidimo, Marija živi kar dolgo časa, pravzaprav 79 let. Koga je podpirala? Rilkeja, seveda. Vsi, ki ste bili v Devinu, poznate Rilkejevo pot, njegove devinske elegije nastanejo, ko je bil gost kneginje Marije
na Divinskem gradu. Ampak seveda Aleksander in Marija nista samo Rilkeja podpirala. Podpirala sta še Smetano. Smetana je ravno na Češkem gradu, posestvu, kjer sta živela nekaj časa Marija in Aleksander, to je kraj z imenom Litomišelj, s pesno zložil svojo ma vlast, mojo domovino, Vltavo, vsi poznate. In Aleksander in Marija sta ga zelo podpirala. In potem je bil še Gabriele D'Annunzio. Tu bi človek mal nos zavihal, kako pa ravno ta, ampak seveda stvari so se v tem času korenito spremenile. Glejte, mi vemo, leta 1914 je prišlo do začetka Prve svetovne vojne. Ko se je ta vojna končala, so turnus taksisi, sploh turni kot taki, bili pred težko izbiro. Do takrat so vsi živeli v Svetorimskem cesarstvu, kasneje Avstro-Ogrski, a je bilo to na Češkem, a je bilo na Koroškem, a je bilo to na Krajnskem, ali pa v Divinu. Vse je bilo seveda Avstrija, vse je bilo Habsburška monarhija. No, zdaj je bilo tega konec. Del družine iz Devina se odseli na Češko, kjer so potem izumrli. Turni, ki so živeli pri nas, so se za Avstrijce proglasili. No, tukaj vidimo pa tega torej Aleksandra, torej Marijinega sina, ki pa se je odločil, da bo Italijan, da bo postal Italijan. In takrat so se turnus taksisi v Devinu prepisali nazaj na Torre Etaso, kot tule vidite. To je bil seveda dogodek prve vrste in seveda nagrada je tudi sledila. Torej, italijanski kralj Viktor Emanuel III je temu Aleksandru leta 1923 podelil naziv vojvode Devinskega gradu, Duca del Castelduino. To je naziv, ki je še danes v družinski lasti. Aleksander je imel potem sina Rajmonda, ki vidite, da je živel do leta 1986, in potem pride na vrsto aktualni knez, Devinski grof in še tako naprej, in vojvoda seveda Castelduino, to je Karl Aleksander, torej od leta 52 naprej, takrat se je rodil, od leta 86 je pa vojvoda. Ima sina Dimitrija, rojenega leta 1977, moram reči, da ga poznam, zaradi tega, ker smo pred leti ogromno dol hodili v Devinski grad in takrat sva si dopisovala, pa celo srečali smo se enkrat. Torej, turni Valsasina v Devinu izumrejo v sredi 19. stoletja, njihovi nasledniki, torej češki turnus taksisi, pa seveda živijo na gradu še danes in ga skušajo seveda obdržati v družinski lasti, kar ni posebej lahko. Vzdrževalni stroški so ogromni in seveda pač popravila, ki so nenehno na dnevnem redu, so tista, ki so seveda zelo draga. Torej, eno družino smo pripeljali, eno vejico pravzaprav turnov od začetka pa do danes, in tu bomo tudi za danes končali. Naslednji teden, ko se vidimo, bomo pa seveda govorili o turnih, ki so vam najbližji, torej govorili o turnih, ki jih poznate iz Radovljice, pa so seveda še marsikje drugje po Sloveniji imeli kaj za povedati, kaj za storiti. Tako da za danes hvala lepa, pa vrnite se čez en teden.